Torej, gospod Pavlin, vi ste, so rekli, organizator oziroma ste tole akcijo skupaj z Slovenija Transplantu izvedel. Torej, kako je zdaj, kako bo na voljo to letalo za prevoz organov, kakšni so postopki? Glede, to letalo bo na voljo Slovenija Transplantu, to se pravi, za njihove potrebe bomo imeli posadko in letalo v dvourni pripravljenosti, kar pomeni od momenta, po vojaško rečeno, alarmiranja do poleta letala, to se pravi, bo izvedeno v 2 urah. To je dobro. Je to dober oziroma je to hitro, kako je drugače urejeno? To je načeloma v stvari edino primerno in mogoče v stvari, da lahko izvedemo naloge za Slovenija Transplant. Ker to ne bo šlo za prevoz vseh človeških organov, to je predvsem namenjeno za prevoz src in jeter, kjer je, bi rekel, reakcijski čas izredno kratek. Ker veste, to se pravi, da se organ že v času izvajanja poleta se organ izvzema iz, rekel, še živečega človeka, pripravi za transport in potem, to se pravi, v času prevoza v Slovenijo se pa že pripravlja pacient, ki pričakuje ta organ že na operacijo, kar pomeni, če to ne bi bilo v tako kratkem času izvedeno, bi lahko človek, ki pričakuje srce, umrl. Zakaj je to dobra zadeva? Zdaj je sodelovanje, seveda, letalo imamo, dobro je, da leti, ampak gotovo je tudi časovno to hitreje, kot je bilo prej za Slovenijo Transplant. Predvsem je Slovenija Transplant imel velike probleme z iskanjem ponudnikov, ki bi sploh lahko izvedli v tako kratkem času prevoz človeškega organa. Veste pa, da Slovenska vojska je pač organizirala na drugačen način, kot pa, bi rekel, civilne organizacije, kar pomeni, da mi, če rečemo, da bo letalo poletelo v 2 urah, bo letalo dejansko tudi poletelo. Druga stvar, druga prednost tega našega letala je pa tudi, da je letalo izredno hitro, lahko leti v vseh vremenskih pogojih in to se pravi, glavna letališča, namembna letališča, ki se uporabljajo pri prevozu organov, lahko doseže v 1,5 ure letenja. Še to, ste morda morali kaj preurediti letalo za potrebe teh prevozov? Kje se to pelje dejansko organi? Se morajo posebej skladiščiti, se peljejo spodaj v prostoru za prtljago, se peljejo tle, kako je s tem? Ne, gledajte, to se pravi, nobene preureditve letala ni bila potrebna, ker je tudi, rekel, ena od zahtev v nas, da ne bi, to se pravi, zato ker organ, ko se pripravi za transport, je v stvari v kovčku, to naprimer lahko primerjamo z piknik torbo, in ta organ se samo pritredi na sedež, priveže se s pasovi in to se pravi, ni nobenega druge potrebe, da bi se bilo kaj spreminjalo. Pa mora biti ob tem, je dovolj, da je gor posadka, torej ta, ki upravlja avion, ali je tukaj mora biti tudi kako medicinsko osebe, kako je s tem? Ne, vedno pri prevozu organov je vedno, to se pravi, tudi zdravnik, kot v stvari, ni kot član posadke, ampak pri prevozu vedno sodeluje zdravnik, ki skrbi za ta organ pri prevozu.